Sociolog in publicist Andrej Fištravec je prepričan, da v Sloveniji še vedno vlada izraziti dualizem, ki se je začel razvijati s prvimi volitvami takoj po osamosvojitvi. In se mi zdi, da če bi pred 20 leti živeli v tej politični kulturi, kakršne živimo danes, dvomim, da bi do osamosvojitve lahko prišlo. Tako da je to velik zgodovinski nauk. Torej ne za pretekle generacije, ampak za nas, ki zdaj živimo. Da danes slovenski državljani tolikšne složnosti in enotnosti, ki so izkazali pred 20 leti, niso več sposobni, se strinja tudi dolgoletni radijski novinar Darko Pašek. Še danes se živo spominja vzdušje ob razglasitvi plebiscita. Takrat na sam dan plebiscita sem bil v Mariboru na radiju, delali smo takrat, smo tiste oddaje pripravljali, poročali smo o tem, kakšno je vzdušje, bilo je fantastično. Če se ne motim, je takrat Stanislav Holc točen zastavo plezal na mariborski Rotovž in to je bil tisti dogodek. In razglasitev plebiscita 26. decembra pa sem pravzaprav pričakal na svečani seji slovenske skupščine, takratne, ko je dr. Bučar razglasil rezultate. Prvih demokratičnih volitev, plebiscita in kasnejše osamosvojitve se dobro spominja tudi dolgoletni novinar in urednik Večera Slavko Vizovišek. Kot pravi, je bil plebiscit le potrditev poti, ki jo je ubrala takrat še Socialistična republika Slovenija. Jaz mislim, da ni bilo neke velike napetosti, vsaj v času plebiscita ne. Stvari so se pozneje zaostrovale v času od plebiscita, ko je bilo treba plebiscitarno odločitev uresničiti z novo ustavo, z samostojnostjo države, kar je sledilo potem 6 mesecev pozneje. V tistem času je seveda zadeva postajala mnogo bolj napeta v teh jugoslovanskih odnosih. Pašek je prepričan, da je med Slovenci ob plebiscitu vladal izjemen optimizem, ki se je kasneje razblinil, saj so številni od osamosvojitve pričakovali več. Nihče si ni mislil, da se bodo stvari potem začele razvijati v to smer privatizacije, divje privatizacije. Ljudje so si takrat predstavljali, da bomo uvedli kapitalizem z, bom rekel, nekovajih človeškim obrazom, da bomo doživeli, da bomo imeli gospodarsko uspešno in socialno pravično državo. Žal, moram reči, danes po 20 letih tega nismo dosegli. Seveda ni vse idealno, ampak če pogledamo, bom rekel, iz enega širšega kota, potem je Slovenija, bom rekel, kot ena izmed držav, ki so šle v tistih začetku 90 let po poti tranzicije in v demokracijo, zagotovo vodilna. Od vseh držav in narodov, ki so pač 50 let živeli v socialističnem sistemu, je Slovenija to, bom rekel, spremembo, preobrazbo svoje družbe, gospodarstva, vseh družbenih odnosov, zagotovo izpeljala najbolje. Očitno je naša država po 20 letih potrebna vnovičnega poenotenja. Izkoreninjenje pretiranega dualizma bi Sloveniji prav gotovo doprineslo več sodelovanja in hitrejši razvoj.